vesela. Lep, prijazen, dober večer vsem. Mi trije smo veseli, da nas je kljub slabemu vremenu veliko. Torej, v napovedi piše, da bomo imeli danes ogenj. Nekateri so to vzeli dobesedno, ampak bomo govorili o drugih ognjih. En ogenj je ogenj igralke, pesnice, esejistke, dramatičarke Saše Pavček, živi ogenj gledališča. Drugi ogenj je pa Marjan Žiberna z romanom Dedič, ki je bil lani med finalisti za nagrado Hrestnik. Ta njegov ogenj je pa strašen ogenj, ogenj, ki je notranji. Ko človek ne govori, se v njem ogenj razžari. Za začetek zato prosim Sašo Pavček, da prebere iz Marjanovega romana uvodno pesem, mi bomo pa ugibali, čigava je. Tone Pavček še enkrat glagoli. Stati pokončno, možato, pa naj že bije v obraz luč ali blato. Molčati svoj molk v sebi globoko in se ne dati voditi spremljevalki bolečini za roko. Jokati samo navznoter, solze pritajene, samo kot trta, ki joče za novo rast, preden odžene. Dajati iz sebe in svojih sanj sredico sredic, kakor se daje igralec, ki klovnovskih lic zares na odru umre igraje. Znati nastaviti čelo mirno in zbrano, ko pride čas, ko mora biti pospravljeno in poravnano. In tedaj, čisto na koncu, spati. Spati in sanjati, kako je velika moževna steblika, ki zapiska ljudem na pomlad o Jurjevem. Hvala lepa, Saša. Zdaj pa tebi najprej vprašanje, boš presenečen, Marjan. Mi trije se sploh nismo poznali. Ne? Meni je tvoja prijateljica priporočila knjigo in takoj sem padla v ta roman, ki se me je globoko dotaknil. Raven s tem molčanjem, bolečino, vsem hudim, kar je pripovedovalec nosil in kar je nosil njegov navdihovalec, vzornik. Potem pa jaz gledam pa rečem, ja, Pavček, Saša Pavček, če bi pa ona hotela biti sogovornica v Švicariji, bi bilo pa čudovito. In potem je rekla ja, in potem je še njena knjiga izšla. Zdaj pa ti meni povej, a ti verjameš v usodo, v naključja, ali kako se je vse to zgodilo? Pavček v tvojem romanu, Saša Pavček v mojem srcu in zdaj mi trije skupaj. No, ne vem, če verjamem v usodo ali naključje, ampak verjamem, da se zelo lahko zgodi, da se nekatere poti sorodnih ljudi prepletajo. In mislim, da to je en tak primer. Jaz Saše nisem poznal sem jo kot igralko oziroma kot igralko zelo slabo, ker moram prostodušno priznati, da zelo malo hodim v gledališče in imam zaradi tega že leta ali desetletja slabo vest. Malenkost bolj sem jo poznal kot pesnico, še bolj sem jo spoznal pa kot z branjem njene knjige Živi ogenj gledališča, ki sem jo prebral lani pred novim letom. In mislim, da gre za neko nezavedno povezanost, da vendarle nas družijo zelo podobne stvari, tako da se prekrižajo naše poti, ni nič presenetljivega. Manca, ti si pa itak znana kot velika povezovalka. Ja, hvala lepa. Marjan Žiberna
je novinar, publicist. Njegov roman Dedič res toplo priporočam. Je 7. literarna tvoja knjiga in jaz čakam že novo, gotovo se že piše. Saša, ko si ti brala Dediča, kaj se je pa tebe najbolj dotaknilo? Najbolj se me je dotaknilo, kako oba glavna junaka, se pravi ta psihiater oziroma psihoterapevt, ki ga tako zafrkljivo, pogovorno, ljubkovalno kličejo Šrink, hvala. In glavni lik tega romana, ime, ušlo mi je ime. Stane? No. Stane je glavni lik, ima ime Stane. Ki je Stane Lapornik, ja. Stane, no, in kako se ona dva kot dva odrasla moška, ta seveda psihoterapevt je mlajši, Stane kot njegov klient starejši, kako se srečata, kako se njuno življenje na novo preizprašuje, ne samo pri terapiji, ampak oba dva razčiščujeta svojim življenjem. In če knjiga nosi neko sporočilo, da je življenje, da se iz porazov največ naučimo, oziroma da je prenesti poraz največja zmaga, se mi pa zdi, da je njuna zmaga, življenjska zmaga pravzaprav v tem, da si poklanjata bližino besede, da se med seboj pogovarjata. In to je zelo redko. Oba se mi zdi, da iščeta neko močno očetovski lik, ki ga v svojem življenju oba nista imela, in da je od tod tudi ta neka morda zaprtost vase, neka čustvena morda nedostopnost, seveda s to veliko razliko, da je Staneta pa res usoda doletela z izgubami svojih najbližjih družinskih članov, sina, matere, žene in na koncu še hčerke. In njegovo otroštvo, ki ga je preživel v taborišču, ga je tako močno zaznamovalo kot otroka, ker ni mogel do staršev, da je kako mu je umanjkala, kako mu je zlasti oče umanjkal, nedostopen oče oziroma oče, ki v odločilnih trenutkih se ni zavzel za sina, vsaj on Stane tako misli, z enakimi travmami oziroma preizpraševanji, ali sem dovolj vreden očetovske ljubezni, se mi zdi, da se srečuje tudi Andrej drugače oziroma Šrink. In tukaj se najdeta in mislim, da je zmaga v tem, da se ona dva srečata in da se pogovarjata, da je to največja zmaga, ne pa kako prenesti poraz, ampak da tudi, če si poražen, da te ni sram o tem govoriti in se nekomu zaupati in zlasti znata se med seboj poslušati in se imata tudi rada. Hvala lepa, kako si lepo obnovila. Marjan, tebe pa prosim, da prebereš en odlomek za okus, da boste slišali to pisavo. Bom prebral, kakor najboljše vem in znam, ampak nisem kakšen šolan bralec. Stanoval sem v majhni sobi na Viču, da sem bil čim bliže Ani, ki je študirala ekonomijo. Soba je bila na pol kleti, tako da sem skozi okno včasih gledal mnogi ljudi, ki so hodili mimo. Imel sem staro peč na drva in preprost kuhalnik na elektriko. Ni imel plošče, ampak navitje iz žice. Ko se je segrevala, je postajala rdeča, potem pa oranžno rumena. Stranišče in kopalnica sta bila skupaj na koncu hodnika. Tam sem tudi pomival posodo in jih v škafu nosil v sobo. Po zimi je bila soba vlažna in po kotih se je delala plesen. Ko sem šel domov, sem jo premazal z varikino in pustil okno na pol odprto. Ko sem se vrnil, je bilo v sobi mraz in smrdelo je kot na javnem stranišču.
a me vse skupaj ni kaj dosti motilo. Zjutraj sem hodil v službo, popoldan na trening, potem je prišla Ana k meni, včasih pa sem šel jaz k njej, njeni so bili prijazni ljudje in so me kmalu vzeli za svojega. Zvečer sva šla kdaj na sprehod, v Tivoli, na Špico, po posebnih priložnostnih nagrad. Včasih sva šla na ples ali poslušati popevkarje. Spomnim se Staneta Mancinija in Beti Jurkovič, ki sta skupaj pela mandolino. Morda sta bila prav ona dva zmagovalca prve slovenske popevke. Najprej je bila nekaj let na Bledu, potem so jo preselili v Ljubljano na gospodarsko razstavišče in v Križanke. Beti Jurkovič je prepevala v slovenščini in hrvaščini. Bila je Hrvatica, ampak je študirala v Ljubljani in se dobro naučila slovensko. Marjana Držaj je pela Orion, besedilo je napisal Gregor Strniša, glasbo pa Jure Robežnik. Marjana je z Beti Jurkovič prepevala Poletno noč, že prej pa sta na festivalu v Opatiji peli Vozi me vlak daljave. Pesem je bila čudovita, a me je vedno spominjala na vojsko. Zano sva vse videla peti, Marjano, Beti pa Berto Ambrož, Jelko Cvetežar, Ireno Kohont. Vse jih imam še pred očmi. Ne vem, ali je katera od njih sploh še živa. Samo še ena pesem se mi je tako usedla v dušo kot Orion. Med iskrenimi ljudmi Majde Sepe. Hvala lepa. Se smehljamo, ker vsi poznamo te pevke in popevke. Ste opazili ta natančen pogled in opis. To zmore samo odličen novinar. Ne. Hvala. To je pač presežna vrednost tega romana, da mi kar not palemo, ker vse vidimo. Veste, ne samo slutimo, ampak vidimo, ker je tako dobro opisan. Besede, si rekla, Saša. Tvoj živi ogenj gledališča je z takih lepih besed stran. In ti si kar naprej v besedah. Daj nam en odlomek preberi z besedami tvojimi. Prebrala bom, kar sem napisala kot nekakšno pismo svojim študentom na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer sem 15 let poučevala umetniško besedo. To je igralska interpretacija proze in poezije in ponavadi smo se ukvarjali zelo velikimi pesniki in pisatelji. In moj namen je bil vedno ne samo, da bodo izvrstni govorci, dobri interpreti umetniške besede, ampak da bi od teh velikanov literature povzeli njihovega duha in postali boljši ljudje, bolj plemeniti ljudje. V tem kaotičnem času sem vzela besedo v bran, jaz sanjačica. Zavezala sem se besedi in se z njo na svoj način upiram krivicam in grobosti. Ne pristajam na to, da je današnja doba vizualnosti prekosila besedo, pa čeprav je videti, kot da jo je dobesedno zmlela. Še več, videti je, kot da je odvzela izpovedno moč, smisel in prihodnost. A ni tako. V ozadju, v globini spomina, v slutnji novega dneva beseda biva in čaka. Enako kot je pred vrati vaša generacija igralcev in igralk za odločen, pogumen vstop v areno gledališča, filma, radia in televizije in tudi družbenega življenja. Beseda, tako kot vi, čaka na renesančni preboj nazaj k človeku, drugačnemu sobivanju v družbi, ki ima možnost, da se ozdravi, kot se bo na vse zadnje morala tudi naša zemlja. Beseda je moč. Zvok izgovorjene besede je lep, ker jo izgovarja človek človeku, da bi se razumela, spoznala, sprejela. Igralec pripoveduje, kar pisec zapoveduje. Oba se izpovedujeta na svoj način in skupaj. Oba lahko ganeta, oba nasmejeta, oba začarata. Glas je kristalen, ko je naša misel jasna. Glas je duhovit,
ko se požvižgamo na vse in si vzamemo pravico biti igriv otrok, ki je dal častno besedo svoji lastni domišljiji. Glas je barvit, če iz človeka spregovori doživeto, pretresljiv, ko se v glasu začuti zamolčano. Glas je prepričljiv, ko izrekamo resnico. Glas je iskren, ko smo samo to, kar smo. Hvala lepa, Saša. Med iskrenimi. Med iskrenimi Med iskrenimi ljudmi so preproste vse stvari. Je jasen dan. Marjan Žiberna, ti si prebral to Sašino knjigo, ona ima besede navzven, ker jih mora glasno govoriti, ti jih imaš pa bolj navznoter in jih pol pišeš in nam jih podarjaš na vseh način. Pa vendar si prepoznal veliko usporednic med tema dvema knjigama. Kaj recimo? Jaz sem velik ljubitelj Martina Krpana, predvsem tiste verzije iz leta 1954, mislim, da je, ki jo je Tone Kralj ilustriral, čudovita ilustracija za moj okus. Tukaj je verjetno seveda na delu tudi nostalgija, ker so to stvari, ki sem jih 40 plus let nazaj kot otrok bral in potem še velikokrat. To knjigo sem nazadnje bral mesec pa pol nazaj do 2, ko je od enih prijateljev 9-letni sin spal pri nas in sem bil navdušen, ker je 9 let star fantiček to z zanimanjem poslušal in sva celo izmenično brala. In začne se ta knjiga, mislim, da z Levstikovimi besedami, ki gredo nekako takole. Včasih mi je močilar pravil, kako so živeli v starih časih in kako so imeli to in to reč med sabo. Mislim, da to je bistvo knjig, kako imamo to in to reč med sabo. Knjige govorijo o medčloveških odnosih in o tem govori tudi Sašina knjiga. V času, ko se je čas ustavil, marca 2020 je začela pisati in se takrat očitno zazrla vase in svojo preteklost in stvar, ki me je navduševala. Imam občutek, da je Saša en zelo senzibilen človek in da je zaradi te senzibilnosti tudi dostikrat ni enostavno živeti v tem svetu, ki je precej neizprosen do občutljivih ljudi in se mi zdi celo čedalje bolj. In kakor sem jaz razumel, gre za eno blagost sprejemanja sebe in drugih, iz stvari, ki jih opisuješ iz otroštva, tudi kako se je takrat obravnavalo disleksijo, za katero si ni vedelo, ampak si jo retroaktivno si diagnosticirala, kot razumem. In do teh ljudi, ki so bili zelo verjetno surovi, se mi zdi, da imaš neko blagost in razumevanje in ker gre za avtobiografsko knjigo, občasno se mi zdi, avtobiografije zelo pišejo o lastni bolečini, tudi o obtoževanju drugih po krivem ali pa po ravnem. Se mi zdi, da s temi stvarmi si ti tako zelo opravila, da si nekako se jim odpustila, da imaš nek spokoj v tem odnosu do njihovega ravnanja. Tako sem nekako razumel. Druga stvar je seveda pa, ko govoriš o svoji strastni predanosti do gledališča. Kolikor te poznam, nisi nek vehementen, zelo ekspresiven človek navzven, ampak si pa očitno ognjevito predana gledališču, strastno predana že 40 let in več. A ni lepo slišati lahko pohvalo? Ja, zelo lepo. Zelo neslovensko. Ponovadi Slovenci ne dajemo komplimentov, a ne? Ja, brez razloga jih ne bi smeli, se mi zdi, dostikrat pa jih ne. Recimo v odnosu do otrok, če se vrnem še na to, jaz izhajam z nekega kmečko-podeželskega okolja, ko se mi zdi, da je bilo včasih vse prej kot rahločutno, ampak če pomislim v posledicah takratne vzgoje, pa posledice ne vse splošne, pa kar pogoste današnje, te permisivne vzgoje, ko so naši otroci srčki in sončki in čudoviti že sam zato, kot so, se mi zdi, da jim današnje generacije delamo več škode, kot so nam takrat s tisto bolj vse prej kot
rahločutno vzgojo. Tako da komplimenti se mi zdi, da so umestni takrat, ko si jih zaslužimo, vključno z otroki. Hvala. Ja, smo najbrž vsi pod vtisom, ne, te tragedije in v Beogradu in v Celju in vsega tega nasilja, ne, kjer otroci so navajeni, samo to poznajo. Jaz, ne. Včasih smo bili pa mi, ne, mi smo še iz tiste generacije, ki smo si levali zvezke za prepisovati, pa z veseljem smo pustili, da je kdo plovha. Danes pa v tem neoliberalističnem, pohotnem svetu vse tehmuje. In če bo žal zaplovhat, bo on imel mogoče več točk kot ti. Ne, tako se to zlo širi preko takih reči. Pardon, ampak si ne morem kaj. Vance, sicer se spodobi, da dam besedo Saši, ko sem že precej govoril, ampak imam 18-letnega sina in pri kosilu sva se pogovarjala in moram reči, da sem navdušen, ker je zelo drugačen. In razume to atomiziranost in razljubljenost in egoističnost sodobne družbe in se druži z ljudmi, ki mislijo še nekoga drugega kot sam, na jaz in na lastnem blagor. In upam, da bo šlo tako naprej z njegovim razvojem. Če ima 18 let, pa ta zelo očeta, kaj si ti, mislim. Ker tukaj se začne, a ne? Pri starših nehaj govorijo, ampak kakšni so. Otroci popivnajo, kaj smo mi v resnici, ne? Tako da, hvala lepa. Saša, draga, jaz bi še enkrat poudarila, kar je rekel že Marjan, to tvojo plemenitost. Ti v tej knjigi pišeš samo lepe in dobre reči. In mene so zelo pretresli portreti tvojih kolegov igralcev, se ne vem, kjer je lepše napisan. Ampak vse te seveda poznam, žive in mrtve, dobro, ampak zdaj sem jih pa ponovno vzljubila. In če knjiga naredi to, da mi bolj ljubimo, ja, več pa ne moreš, a ne? Pravzaprav v gledališču brez erosa, brez očaranosti, brez da občuduješ človeka, s katerim delaš, igralko, igralca, pravzaprav ta stik ni mogoč. In pri tem je čudovito, če se lahko osloniš, vsaj jaz sem imela to srečo, da sem poznala recimo še Dušo Počkaj, ki je name naredila izjemen vtis, ker je bila izjemno skromna. In tam je na eni klopi, se spomnim, ko sva čakala na nastop, sedela, bila je izredno utrujena in je komaj ustala z tiste klopi, ampak ne glede na to, da sem bila jaz takrat še študentka, je ona z mano vadila, kot da sva enakovredni. Ona ni dajala občutka, no zdaj pa se meni ne lupa, ne bom zdaj tukaj le še popoldne ali pa še enkrat prišla, pa tako naprej, ker sem imela nek skok. In če bi lahko z eno besedo opisala, kako si predstavljam tako popularen izraz, kot je v današnjem času čuječnost, bi lahko rekla, da tako kot Duša Počkaj gleda, posluša, voha, tipa, izgovarja, hodi. Skratka, ona je zelo čuječe vse to delala in zato je bila po mojem mnenju tudi ena oziroma za moje pojme najboljša slovenska igralka. In tudi en ta nepotvorjen eros je imela, ki seveda ni vezan ne na starost, ne na lepoto zunanjo, ampak predvsem na ta notranji ogenj človeka, ki je ustvarjalec, ki je
Zlasti recimo umetniški ustvarjalec morda še malo bolj, ker se malo bolj poglabljaš tudi v svoje čute. Ampak mislim, da ta ustvarjalni ogenj nikoli v človeku ne ugasne in tudi dobronamernost oziroma ta, ne morem reči samo pozitiven, ampak nekak ljubeč pogled na sočloveka, da vedno drugega podžiga k temu, da je boljši, da je ustvarjalnejši, da je plemenitejši. Seveda, če ta pogled ni potvorjen. To je pa predpogoj, da je predpogoj za kakršnokoli ustvarjanje in za kakršenkoli odnos je iskrenost. Zdaj seveda, včasih to ni mogoče, ampak takrat se mi zdi pa, da je boljša ta, recimo ta varianta, kot jo uporablja Marjan Žiberna v Dediču, ko psihoterapevt, ko se ne strinja oziroma ko ne začuti nekega pozitivnega odnosa do svojih klientov, samo ponovi njihovo zadnji stavek. In se mi zdi to krasno, morda se pa na ta način lažje približaš človeku, če se res poglobiš v to, kaj ti govori. In včasih, ko kdaj ne najdem recimo stika ali pa prihaja do zelo hudih napetostih, lahko tudi v gledališču, se vedno vprašam, kaj vem, zakaj je ta človek danes tako nervozen, zakaj je ta igralka tako zelo tekmovalna. Bog ve, s kakšnimi nahrbtniki vsi pridemo, vključno z mano, v ta življenja, kjer nas potem tako kot v enem pralnem stroju meče levo in desno in iz tega pralnega stroja mora vendarle umetnik pa potegniti neko čisto oprano in seveda tudi neko lepo tkanino, da jo lahko drugim pokaže, pa še dišati mora. Tako da te turbulence so včasih ravno tako kot pri Dediču, ne, ko se sprašuje pri psihoterapevtu marsikaj tudi neprijetnega in marsikaj je tudi bolečega, vendarle to služi za to, da človek pride do svoje čistosti, do svoje resnice, ki pa ni namenjena samo njemu, samemu, ampak zato, da lažje in bolj iskreno stopa v stik z drugimi ljudmi. Hvala lepa. Marjan, Saša je zdaj pripovedovala o Duši Počkaj, ki je bila res fascinantna. Če ste jo videli na cesti, ne bi vedeli, da je ona. En cehrč v obogi, nogavice, zavice, čist gospodinja. Ampak je ona stopila na oder, ta prezenca. Že sam, če je stala, pa nič rekla, je bila veličastna. Jaz zelo pogosto na njo mislim, da je bila najboljša igralka, kar sem jih jaz poznala v mojem življenju. Marjan, v tvojem presunljivem, ganljivem romanu Dedič je tudi vzornik, v katerem ti pišeš stož ljubezni, spoštovanja in naklonjenosti, kot da je ta človek živ in kot da je bil tudi tvoj vzornik. Bi lahko o njem kaj povedal? Ko sem se prej zmedel in niti nisem vedel, kako je temu mojemu literarnemu liku ime, obstaja zelo en realen in žalosten razlog, oziroma ni žalosten, obstaja realen razlog. Ta gospod, ki mu je knjiga posvečena, je tukaj med nami in je stopil ravno takrat skozi vrata in ko sem ga videl, sem jaz pozabil, kako sem ga poimenoval. Izjemen človek, če se nam hoče predstaviti, lahko ostane, če ne, lahko sam povem, da, kot sem že večkrat javno, da imam najgloblje spoštovanje do njega, ker je vzor tega, kako se lahko po najhujših izgubah opotekaš, pa vendarle nekako pobereš in greš naprej, ne glede na vse. Ne. Mislim, da je kaj hujšega, kot da ti vsi najbližji pomrejo, se ti ne more zgoditi in to
najbližji, ki jih imaš res rad in ki ti ogromno pomenijo in kako se pobrati po vseh teh izgubah, to se mi zdi nekaj fascinantnega. V zvezi s to knjigo pa lahko rečem, morda pridete sem, ker se snema, veste, to čase. Zdaj bomo pa videli človeka, ki je stopil iz strani Romana Dedič med nas. Pa če hoče se obrnete na uno stran, lejte, mediji so važna reč. Mi bomo na Facebooku zdaj prenos v živo. No, bom Blizu pa bo. takole, ne, en velik objem za vse prisotne. Marjan me je povabil na ta prijeten večer, ne. Bom pa takole rekel, ne, da če se ozrem s hriba mojih 85 let, ne, ja, vam z vsem spoštovanjem rečem hvala, da ste prebrali Dediča. Ne. Upam, da ste prebrali na zadnji strani od Klemna Laha, profesor, še ta, tam noter so te stvari, ko padeš, da se pobereš. Ne. In Marjan je meni nosil svoje knjige in je rekel, ampak od vas pa ne morem nobene knjige napisati, pa bi tako rad napisal kaj. Ne. No, pa čeprav je poznal mojo zgodbo tega izgnanstva, ne, te revščine po vojne in tako dalje. Ne. Vse ste prebrali, da ne bom jaz predolg. Ne. Še enkrat spoštovanjem do tega, da ste prebrali to knjigo. Ne. In še enkrat objem za vse prisotne. In za vas, in za vas. No, jaz sem vse življenje govorila no sports, zato je to rekel Churchill. Ne, ni maral športa, je imel rad kaj drugega, ampak od danes naprej bom pa govorila obratno. Ker da takole izgledaš pri 85, to pa naredi samo šport. Marjan, povej meni, ko sem nov šport. Kaj, ker je tudi vaju šport povezal, ne? In kako čudovito pišeš, res ste bili tak dober trener. Joj, a starejši gospe tudi vzamete? Lahko povem, da jih vzamem, če še kaj Lojze trenira. Ja, ker on vzame vse. To je značilnost tega trenerja, a ne? Klemen Lah je v tej poglobljeni spremni besedi. Klemen je doktor literarne zgodovine, tudi pisatelj, pisec, predavatelj na filozofski fakulteti, do nedavnega na Valdorski šoli, varovanc kot atlet v mladosti od gospoda Lojzeta. No, v tej spremni besedi je napisal, da gospod Lojze je bil vključujoč trener, inkluziven trener, ko ni bilo niti slučajno še besede v tem. Jaz lahko iz te svoje športne preteklosti povem, da veliko trenerjev je bilo tako, da so v bistvu zelo dobrih. Večina jih je bila zelo v redu in so se potrudili nekako vsakemu pomagati nekako do njegovega maksimuma, ampak tako z omejenim vložkom energije. Gospod Lojze je vzel vsakega, najbolj netalentiranega, krevljastega in tako naprej in mu je se trudil pomagati. Ne. In zato tudi mislim, da ima toliko ljudi, ki jim je bilo srce z njim, ko
mu življenje ni prizanašalo. Ja, to je tudi mene zelo presunilo, da lahko en človek objame vse, ampak to je zdaj tudi ponovno. Ja, hvala, gospod Lojze, vse ste nas objeli. Tako da bo vzel tudi vas. Ja, prelepo, da nekdo ne izključuje, ker pomembno je veselje do športa, ne kakšne imaš mišice, hoš na uro tečeš, ne, a ni tako bilo včasih. Ja, njegov odnos je, kako ljudem pomagati, da bodo svoj nek maksimum dosegli, dolgoročni rezultat treniranja, pa nekateri smo zelo resno jemali ta šport in naredili pač, kolikor smo največ zmogli in znali. In če bi vzel za merilo tudi svoje športne rezultate, bi rekel, da samo napačne stvari vlagal energijo. Ker niti slučajno nisem teh svojih visoko letečih ciljev, za katerega nisem premogel potrebnih talentov, uresničil. Mislim, da pa je šport, tako kot vsem, ki so se kdaj dolgo in vztrajno ukvarjali z njim, naredil za odtenek boljšega človeka, kot bi bil. In mislim, da dolgoročni cilj vsega treniranja, vsega tega ukvarjanja, da bi bili malo boljši ljudje, kot smo. To je to, kar šteje, kar si Saša Frezler študenta rekla. To je tudi vajna usporednica, ne? Tukaj sediš en izjemen trener, atlet, prevajalec Janez Pinca, ki ima tudi tak pogled, da so pomembni srčna kultura in plemenitost, ampak tega ne more biti še ni človek, ki trenira sam tak. Kako prav Srečko Hosovil. Ne, če ćeš prižgati ogenj, moraš sam goreti. Seveda, če sam nimaš te iskre v sebi, seveda ne moreš navdušiti ljudi. Ljudje takoj začutijo, kaj je pristno, kaj ni pristno. Mislim pa, da je še neko vzporednico sem našla sama med Dedičem in živim ognjem gledališča, in sicer junaki Marjana Žiberne se zatekajo ob hudih življenjskih preizkušnjah, takrat, ko bi drugi klonili, oni grejo teč, grejo na kolo, grejo v naravo. Skratka, jim je gibanje, šport, nekakšno zatočišče in krepitev volje telesa. In ravno tako se mi zdi, da je bilo pa v mojem življenju morda gledališče tisto, ki je nadomeščalo tak tek, kolo in podobno. Čeprav kot sem trenirala ritmično gimnastiko kot najstnica, pa kasneje tudi kakšen ples, pa tako naprej, ampak ja, in skratka, telo veliko lažje premaguje vse življenjske strese, vse psihične bolečine, če ga postavimo v njegovo naravno stanje, in telo je ustvarjeno za gibanje, pa naj si bo to hoja ali to, kar vam najbolj ustreza, telo hlepi potem. In meni je recimo tako poleg gibanja oziroma uživanja v plesu, v gibanju na odru, mi je veliko pomenilo tudi to, da je tam neka skupina ljudi, ki gojimo nek isti cilj, skratka dobra predstava ali pa sploh predstava. To me je velikokrat ravno to srečanje s kolegi in kolegicami, s to ustvarjalno skupino me je potegnilo recimo iz nekega morda lenobnega ali pa nekoliko melanholičnega, če ne rečem že rahlo depresivnega stanja. In tukaj vidim nekaj podobnega, ampak pri vsem tem, če samo treniraš samo mišico, ne bo šlo, ne. Glavna mišica je naše srce, ki je tudi mišica, ne, največja, in se mi zdi, da je ravno to mišico potrebno ravno tako vsakodnevno uporabljati, zato da to ne postane kamen, kot recimo pri razbojniku Ceferinu, ker je bila to, zdaj to zato pripovedujem, ker je bila to prva gledališka
predstava, lutkovna predstava, ki sem jo videla kot 3 ali 4-letna deklica in me je popolnoma očaralo to lutkovno gledališče. Tako majhno je bilo in se mi je zdelo kot škatlica za vžigalice in tam je tista iskra preskočila. In to pa zato, ker se mi je ta ubogi razbojnik Ceferin Frana Milčinskega tako zelo zasmilil, ker je rekel, imam kamen na mesto srca. In seveda, in potem se je meni zdelo, da kaj moramo zdaj mi otroci nekaj narediti, jaz kaj moram narediti, ne predstavljala sem si ta grozen kamen, ne. In nekako, da je moja življenjska naloga ali pa moja želja, moje hotenje, da omečim kamnita srca v ljudeh. Mislim, da se je takrat to porodilo. Se pravi, si zvezdica Zaspanka. Tako, bravo, točno to, pravilno je, ja, zelo sanjava in rada spim. Ja. Ampak zna pa že napisati besedo mama. Potem pa tudi ljuba, ker napiše ljuba, pa tista kluka, ne, ki je pozabi, zelo lepo. Marjan Žiberna, da se še k tebi obrnem, ker tvoj junak, pripovedovalec, psihoterapeut, pa ne zmore ne reči ljuba mama, ampak oče. In sprava z očetom je tudi ena tema, ki jo je vredno obravnavati, ne. In tukaj je zelo presunljivo opisan ta oče, ki ima povsem drugačen odnos do pripovedovalca kot do njegovega brata, isti oče, da se pripovedovalec sprašuje, kaj je pa z menoj narobe, da je z mano ta. Poznate to, a ne, 2 brata, 2 in tako. Ampak na koncu, ko gre na njegov grob, se pa poleže ogenj v njegovem srcu. Ogenj sovraštva se poleže. Ta ogenj se mi zdi, da je najmočnejši ogenj na tem svetu. Ne, posebej, če tako tiho notri gori. In ko se je polegel tvojemu junaku, sem se tako vdahnila. Ja, ta knjiga ima 2 junaka, enega resničnega, ki ste ga videli tukaj, drugega pa namišljenega, fiktivni lik. Njun odnos je odnos terapevta in pacienta, ampak ta odnos se sčasoma spreminja. Jaz sem pisal z nekim takim popreproščenim, trivialnim razumevanjem tega odnosa in sicer v smislu, psihoterapeut naredi korak naprej, tako da bi mogoče lahko rekli celo, da je to razvojni roman, ki se sicer ne dogaja 15 ali 20-letnikom, ampak človeku srednjih let zapoznelo doživi to spremembo, formacijo osebnosti. Ta odnos se spremeni in jaz sem razumel tako, kot da psihoterapeut postavi svoje minorne težave v perspektivo, ko vidi dejansko težave pacienta, s katerimi si soočal in jih je nekako preživel. In to najbrž je en vidik. Dal sem pa knjigo brati prijateljici, psihoterapevtki, in mi je povedala, kaj se v bistvu v psihoterapevtskem smislu zgodi. Terapeut najde očeta, simbolnega očeta, takega, kakor ga nikoli ni sam imel. Ljubečega, čutečega, prijaznega in v bistvu to mu pomaga, to zaklenjen odnos do njegovega očeta, ki je bil pa diametralno nasproten, postopoma odkleniti, mu odpustiti in da se potem poleže ta ogenj sovraštva. Konec je, jaz mislim, da ne vem, jaz nimam rad knjig, ki ne prinašajo nekega upanja. V tej knjigi je veliko težkih stvari, ampak mislim, da je konec ta, kot jaz temu interno pravim, evropski happy end. Odpre se možnost, kako iti naprej. Pomiriti se z usodo, pomiriti se s svojimi demoni, z ljudmi, tudi že pokojnimi, s katerimi nisi našel skupnega jezika, in olajšan iti nekako naprej v življenje, ki pa bo mogoče ponudilo še neko možnost. Ne? In to se mi zdi zelo pomembno sporočilo. Ja,
zelo pomembno in zato je ta roman tudi zato je tako dragocen. Ne. Saša, ti se tudi veliko ukvarjaš z dušo človeka, z najpomembnejšo mišico srca, ne samo kot igralka, ampak tudi kot učenka zanimive šole Alenke Rebule in Josipe Prebeg-Biser. Pa še ti za konec mogoče nam kaj povej o odpuščanju, ker se mi zdi, da ravno odpuščanje je ključ do odprtega srca. Ja, težko vprašanje, ker sem učenka, se učim, ne znam še vsega. Tudi v svojem življenju še ne znam vsega. Odpustiti, se pravi od nečesa se odvezati, z nečim se pomiriti, z nekom doživeti spravo, poravnavo, sožitje na novo in na novo zaživeti. To so bistvene stvari, ki jih pač vsak človek, če se poglablja v svoje rane, v svoje sence, slej ko prej naleti na tisto, kar ga resnično v globini prizadeva, boli, žge in mu onemogoča neko polno, avtentično, ustvarjalno, radostno življenje, kakršnokoli že je, ne? V kakršnih koli okoliščinah. In šele ko najprej pogledaš v svojo globino in tudi ko sam vidiš, koliko slabega si naredil hote ali nehote na tem svetu, ko sam sabo si priznaš, da nikakor nisi idealna podoba, ki jo morda človek kaže bodisi navzven ali pa pred samim seboj, takrat se začne pravzaprav proces tega, kako najprej se opravičiti človeku, ki si mu storil nekaj slabega, nekaj hudega, in morda šele takrat, ko vse to narediš, da tudi tisti, ki so tebe prizadeli, najdeš pot do tega človeka, s tem seveda, da dobro poznaš njegove razloge, zakaj je to naredil. Skratka, brez nekega dialoga med ljudmi, nasplošno tudi v svetu, sožitja radostnega, avtentično radostnega življenja in tudi tako visoko opevane svobode ne more biti, ker si vedno vklenjen v zamere, v bolečine, v to, kaj vse si prizadel ti ali pa so ti prizadeli drugi. In recimo tako, kot je v Dediču, ne, ko reče, kaj vse je preživel glavni junak Stane, in ko reče psihoterapevt, vse moje bolečine pa niso nič v primerjavi s tem. To je po eni strani sicer objektivno res, ampak vsak človek ima svojo dušo in lahko že eno bogoprasko doživlja kot zelo, zelo globoko rano. In treba vsako rano, tako svoje rane kot rane drugih ljudi, jemati resno. In če ne drugače, vsaj z neko pozornim posluhom prisluhni tej bolečini, ker je že to človeku potem lažje. Ampak odpuščanje se začne pri sebi in pri tej srčni mišici. Ja, naj še enkrat počrtam, kar si ti že povedal, Marjan, in kar v Dediču tudi piše. Odpustimo lahko tudi, ko je človek že mrtev. In tole vam povem kot starejša gospa. Naši starši, zlasti mama, o kateri smo imeli že pogovor tukaj, pa tudi oče, niso za nas nikoli mrtvi. Mi imamo z njimi opraviti do konca našega življenja. Zato je odlično, da najdemo spokoj in mir v odpuščanju sebi in njim. Ker ti ni
idealne matere, ni idealnega očeta in ni idealnega otroka. Pika, amen. A ne? Vsi imamo s tem dosti za opraviti in take knjige, kot so vajine, so podarjen čas za to, da se lahko sami seboj o tem pogovorimo. A bi jaz mogoče za konec se Saša lahko prosila, da nam prebere še eno svojo pesem. V Dediču je veliko pesmi Toneta Pavčka, no pa ne bo zdaj še Saša Pavček za konec. Ne vem, kjero pa želiš, prababicam, ta je te všeč. Ja, prababice so meni najbolj všeč. Pa da je to, ker korenine so ključnega pomena za to, kdo smo. Ja, morda se navezuje na, tudi na dediča in pri živem ognju gledališča, pa tudi na to, da je vendarle govorim o igralki, ne govorim toliko o sebi, govorim tudi o igralcih, ampak vendarle so ženske igralke v nekoliko drugačni poziciji in se morda tudi to, kar so naše prababice nosile, še vedno jaz nosim naprej. Morda pa bom nekoč odvrgla, če se navežem na prejšnje vprašanje Vere Vase in šole Josipe Prebek in Alenke Rebula. Prababicam. Šla sem v gozd po pesem tolažbe. Nisem je zaslišala. Listje je škrepetalo pod mojimi stopali, kot bi drobila kosti prednikov. Hrski so se zvijali pod podplati, pradedje ječali. Prababice pa so razumele, rekle, poj za nas, šumi kot gozd, pokaj kot veja, vzbrsti kot popek, bodi naš glas. Ne maščuj nas, samo povej, koliko veder vode smo znosile, koliko krav pomolzle, koliko otrok povile, koliko politih prtov oprale, koliko njiv prekopale, koliko ajde posejale, koliko kruha zamesile in kaj dobile v zahvalo. Ena bežen poljub, druga ukaz. Ena pretesen objem, druga klofuto. Nobena od rešitve od veder, prtov, njiv in loncev. Nobena ni odšla brez vere, da je storila vse za življenje, ki mora urast. Žalostnih oči so odhajale v gozdove, prosile drevesa, trave in ptice za moč, rotile nebo, verjele, da bo nekoč davno iz listja in trav zašumelo, da bodo popokale verige, da bo zapela izpod mahu nežna piščal, da se bo rod lačen ljubezni napojil, da bo nekoč. Hodim po pomladnem gozdu, suho vejevje še vedno kriči, po svežih listih solze polzijo. Udarce, poljube, pokopane otroke in iluzije še vedno skrivajo debla dreves. Zdaj pa samo napovem še zadnji večer v tej sezoni naših pogovorov, ki bo 2. junijsko nedeljo, to je 11. junija, bomo imeli pa res žur pred Švicarijo. Povabila sem patra Karla Gržana, da nam malo svoje blagosti da za počitnice in svetlo prihodnost, svojo knjigo Mir, in pele bodo pa milozvočne trio Katrinas, to bo njihovo darilo nam,
ki se tako radi srečujemo v tej Švicariji, one so tudi bile že gostje, tako da toplo povabljeni.